Gospod Šrot, 4 dni po volitvah. Kako ste zadovoljni z rezultatom? To ste že nekako komentirali, pa zdaj po 4 dnevih. Je bil zadovoljiv, je bil pričakovan, vse tako, brez nekega javnega pompa, je bil realen, tako prav? No, jaz moram reči, da sem rezultata vesel, čeprav je manjši, kot je bil pred 4 leti. Približno, tako sem tudi pričakoval, mogoče par desetink več, tam okoli 6%, je pa glede na to, kar vse se je dogajalo pred volitvami, tudi v času kampanje, rezultat na meji možnega ali pa verjetnega, to vsak realist, danes, ko so glave bolj trezne, bi rekel, prespane, to vidiš. In jaz resnično mislim, da ni veliko manjkalo, pa bi tudi Slovenska ljudska stranka odšla na, kot rečemo, smetišče zgodovine, kar bi bilo resnično škoda za slovenski politični prostor. Jaz si ne znam predstavljati parlamentarne demokracije, ker bi bila zgolj ena desna stranka, pa še ta vprašljiva, če je desna. Ste odstopili, ste ponudili že stranke odstop, ker veste, kakšno je razpoloženje v organi stranke? No, jaz sem se z mnogimi člani stranke pogovarjal, jaz bom zagotovo to naredil, kar sem že rekel pred volitvami, tudi sam od sebe se me nihče k temu ni silil. Jaz mislim, da je to stvar politične kulture, da bom organom stranke ponudil odstop, to je logično in normalno. Čeprav še enkrat povem, niti svojega nastopa na teh volitvah, niti nastopa stranke ne štejem kot neuspeh, ampak glede na to, da smo prišli v parlament in niti ne kot zadnja stranka, da smo praktično prvič prehiteli LDS, bi lahko večjemu rekel nasprotno, ampak jaz bom zagotovo storil to, kar je, kot rečejo, kar more pravi moški storiti, ne? Držati besedo. Kakšno odločitev na organih stranke danes težko predvideti? Jaz s tem, kaj dosti tudi nabremenjujem, veste, jaz stranko vodim nepoklicno, v vsem tem času nisem niti evra dobo, ne za potne stroške, ne za kaj drugega, tako da imam pa to stranko rad, imam ljudi, ki so te stranke rad in sem se zato tudi pripravljen tako angažirati, in sem se angažiral. Je Slovenska ljudska stranka sploh zna delovati v opoziciji, glede na to, da je večinoma časa v teh 17 letih nekako v opoziciji, vedno v vladi? Ne, mi smo v zadnje 3 mandate bili vladna stranka, prej pa opozicijska do leta 96 in jaz mislim, da je dosti lažje delovati v opoziciji, kot pa v koaliciji, ker je vendarle treba graditi, ustvarjati za razliko od opozicije, ki pa navadi ruši. Glede na karakter stranke in tudi ljudi, ki to stranko predstavljajo, seveda nam koalicijska drža dosti bližje, ker so to predvsem ljudje, ki radi gradijo, ki ustvarjajo, ki so išli iz nekega lokalnega okolja, ki imajo tudi neke izkušnje, ki so jih pridobili na lokalnem nivoju. Veste, politika na lokalnem nivoju je še veliko bolj realna kot na državnem nivoju. Tam, ko cesto zgradiš, vidiš, je tudi več satisfakcije. Ko šolo zgradiš, jo vidiš, ko vsako stvar, ki jo narediš, se vidi. Vas je že kdo iz trojčka povabil? Ste že imeli kakšne pogovore z bodočimi najverjetnejšimi, se z mandatarjem z gospodom Pahorjem? No, jaz sem se včeraj vljudnostno pogovarjal po telefonu z gospodom Janezom Janšo, danes sva na kratko poklepetala z Borutom Pahorjem. Jaz mislim, da je v politiki normalno, da se pogovarjam. Jaz resnično ne poznam nikogar, ki v politiki bi rekel, da je moj sovražnik ali da ga ne maram, tako da sem vesel vsakega povabila na pogovor, drugače pa ne jaz, ne stranka, zaenkrat nismo dobili nobenega povabila za kakršnokoli koalicijo. Se kaj bojite tega, da če ste v opoziciji, da vas bo stranka SDS nekako pojedla, kot se je pač zgodilo tudi z Novo Slovenijo v tem mandatu? To je zdaj takšna vaša analiza, da je SDS v tem mandatu, ampak to, kot v koaliciji pojedla Novo Slovenijo. Čeprav je res, da zlasti v koaliciji je vedno ta nevarnost. Sploh če je koalicija, rekel, programsko-politično sorodna, je nevarnost, da velike ribe jedo majhne. In mi imamo izkušnje tako z levo-desnih koalicij, z rekel,
skoraj da programsko sorodne koalicije, čeprav tudi to ne drži. In enaka nevarnost obstaja ali v koaliciji ali v opoziciji. To je predvsem odgovornost na ljudeh, ki predstavljajo stranko, to je na poslancih, če si v opoziciji in na tem ožjem vodstvu stranke, pa tudi sicer na celotni mreži, ki jo ima Ljudska stranka dobro razvito po celi Sloveniji, zdaj še okrepljeno tudi stranko mladih, tudi tu še bomo morali kaj doreči, kako to sodelovanje v prihodnosti nadaljevati, nagraditi ali kaj podobnega, ampak nevarnost, da te kdo poje, je v politični tekmi vedno, ali si v koaliciji ali v opoziciji, tu kakšne bistvene razlike sam ne vidi. To je nekako tudi na teorijo gospoda Janeza Janše, ki pač nekako rekel, če gre Slovenska ljudska stranka v vlado izsledi nekako isto, jo čaka na naslednjih politik nekako isto osoda kot NSI, ko pač izpadla iz parlamentarne tekme ali iz parlamentarne igre. Kako to komentirate? No, zanimivo, jaz te ocene ne poznam gospoda Janša, ne, pa zanimivo, da ga zdaj naenkrat skrbi usoda Slovenske ljudske stranke po volitvah. Jaz bi to predvsem komentiral, da bomo v svoji usodi sami odločali znotraj Slovenske ljudske stranke in da se bomo sami odločali, kakšna bo naša pot, gospod Janša, njegovi pa se naj odločajo v svoji poti. Je tudi po vaše, po teh volitvah edino, kar je jasno vidno, nekakšna polarizacija, dva bloka zopet ustvarjanja, ali je to samo ideja v glavah pač nekaterih posameznikov? Ne, zdaj se polarizacija de facto zgodila v Sloveniji. Stvarila sta se dva večje bloka in tudi letošnje volitve so pokazale, da praktično niti teoretičnih možnosti ni, da bi kakšna izven parlamentarna stranka na novo prišla v parlament. Kvečemo se bo po moje oceni število strank prihodnje še zmanjševalo in seveda vsi bomo pazili tisti, ki bomo na nekih funkcijah, ki bomo nosili to odgovornost in vodstva strank, da se to ne zgodi nam ali pa enako bodo poskušali drugi. Se bojite poziva, gospoda Janša, zopet, da so vsi sposobni kadri, ki niso bili nekako uspeli priti v tekmo v parlament, da se nekako lahko zglasijo tudi pri SDS-u in da so dobrodošli? No, tudi pri nas so vsi dobrodošli in pri nas je že rekel, kar nekaj let precej vidnih članov SDS-a, ki tam niso bili zadovoljni z stanjem in enako velja tudi za mogoče za koga iz NSI ali pa tudi iz katere druge stranke. Mi v Slovenski ljudski stranki nismo bili nikoli izključujoči niti do političnih tekmicov, niti do posameznikov. Tisti, ki sprejema naš politični program, je dobrodošel. Katero ministrstvo bi SLS, SMS zanimalo? V tem trenutku ne razmišljamo o ministrstvih, zato je še daleč prezgodaj, sploh, ker še ne vemo niti uradnih rezultatov volitev, ampak predvsem razmišljamo o nekem srednjeročnem načrtu stranke. Kaj do naslednjih volitev, kako, na kakšen način, s katero ekipo, to so zdaj vprašanja, na katere si moramo odgovoriti. Naslednje so županske, ker je SLS le nekako zvezda stalnica oziroma... Naslednje so evropske, za Evropski parlament naslednje leto in mi si želimo, da bi naslednje leto tudi v Evropskem parlamentu imeli kakšnega svojega poslanca. Zlasti, ker je v Evropskem parlamentu Evropska ljudska stranka praktično najmočnejša, daleč najmočnejša politična skupina. In hkrati bomo seveda že začeli delati tudi za lokalne volitve, kjer pa itak delamo več časa. Zveni časih kot zguljena fraza, ampak kampanja za nove volitve se začne že naslednji dan po starih volitvah, če tako reče. Pa ta nastop zdaj že za naslednji volitve, Pa jaz na vsakih volitvah rečem, da upam, da so te zadnje, pa se vedno najem tega zarečenega kruha, ampak enkrat bodo tudi prišle moje zadnje volitve. Vi zaupate državni volilni komisiji? Seveda.